Komuna pred veselo, zdravico bratče smo zapeli. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živej nasi narodi, ki hrepenje dočakat dan. Tako, der sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Darojak, prosbo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Darojak, prosbo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Dober večer želim vsem skupaj. Sem Gregor Grčar, predsednik občinskega odbora SDS Polzela in vas v imenu našega in žalskega soorganizacijskega odbora SDS, ki ga vodi Srečko Lednik, lepo pozdravljam. Posebno pa smo veseli osrednjega gosta, magistra Branka Grimsa, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, ki nam bo neposredno predstavil bistvene vzroke nakazanega propadanja zahodnoevropske družbe in posledice, ki temu nezadržno sledijo. Razen, če ostanemo zvesti evropskim vrednotam in se začnemo boriti proti kulturnemu marksizmu, ki uničuje našo prihodnost. Po končani predstavitvi pa bo gospod magister Grims v avli odgovarjal na eventualna vprašanja. Magister Grims, lepo prosim. Torej, vsem prav lep pozdrav, hvala, ker ste prišli. Čas, ki je pred nami, je za Slovenijo in za Evropo kot celoto usoden čas. Kajti ves zahodni svet, vsa civilizacija in z njo tudi Slovenija, drsi v totalitarizem. Postopoma po majhnih stopničkah, ki jih nihče skoraj ne opazi. In dogaja se to že kar nekaj časa. In če se tega ne zavedamo, če se proti temu ne postavimo, se bo to tudi zgodilo. In nikoli ne smemo pozabiti besed doktorja Jožeta Pučnika, ki je lepo povedal, da demokracija ni cilj, kot si dostikrat vsi naivno predstavljamo. Ampak demokracija je pot, po kateri stopamo vedno znova, ima številne stranpoti, vendar omogoča, da vedno znova sami poiščemo pravo pot. Danes, ker me poznate, ne vnaprej povem, da pri meni ne bo tistega, čemur se reče pač politična korektnost. Stvari bom povedal take, kot so. Namreč spomnil bi, da pred dobrim desetletjem, zdaj pravzaprav že 15 let, ko hitro čas leti, v vladi, ki jo je vodil gospod Janša, 2428, smo imeli v parlamentu srečanje. Srečanje vseh odborov in pa pač predstavnikov institucij, ki so se ukvarjale s šolstvom. Takrat sem namreč vodil šolski odbor. In pogovarjali smo se o kulturi. In v eni točki smo popolnoma soglašali. Na moj predlog je bil tak sklep tudi soglasno takrat sprejet, da če želimo imeti pravi dialog, potem je stvari treba imenovati s pravim imenom. Brez olepšav, brez sprenevedanja, ampak naravnost. Šele če se soočimo z izzivom, potem lahko na tak izziv poiščemo tudi prave odgovore. Kot rečeno, Evropa, z njo žal tudi Slovenija in celoten zahodni svet drsi v totalitarizem. Totalitarizem socializma. Danes se ne uporablja več tistih metod, ki so se uporabljale nekoč, da se je ljudi pobijalo,
več kot 700 morišč je po celi Sloveniji, nekateri kljub temu še danes to slavijo in hočejo celo morilca Josipa Broza Tita postaviti nazaj na Brdo, ker je sramota vseh sramot in popolnoma neevropsko. Kajti Evropa je z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu jasno povedala, katere so njene prave vrednote. Vendar ob tem opozarjam nekaj. To je bila Evropa pred dobrim desetletjem. Danes so se stvari hudo spremenile. Spremenile so se v toliko, da se marsikdo ne upa več niti spregovoriti stvari, tako da bi jih imenoval s pravim imenom. In verjemite, da tudi, kadar bom sam govoril, je to vedno potem razlog za precej debate. Ne? Ker nekaterih stvari nekateri ne radi slišijo. Tisti, ki imajo od tega korist, to so levičarji, in tisti, ki so se žal mnogi tudi na sredini ali pa celo taki, ki pravijo, da so desni, temu prilagodili. In pravzaprav zaradi teh v resnici Evropa izgublja. Če bi stvari ves čas obdržali jasno, transparentno, potem bi se ljudje zlahka odločali, ker bi imeli jasno izbiro. Zdaj pa je nimajo. Kako smo se znašli na tej točki? Razlog tega, o čemer danes govorimo, je tako imenovani kulturni boj ali pa boj proti civilizaciji, kot jaz sam temu rajš rečem, ker je bolj jasno. Kulturni marksizem je mednarodni izraz, ki se je skozi desetletje za to uveljavil, ampak marsikdo ga narobe razume, ker misli, da je to marksizem, ki je kulturen, ampak marksizem je vedno nekulturen. To je najprej treba zelo jasno povedati. Zdaj, tisti, ki je cilj te vojne v prvi vojni črti, kajti v resnici ta vojna že divja, se dogaja danes, so naši otroci. Zakaj so oni cilj? Zaradi tega, ker otrok je kot nepopisan list papirja. Otrok sprejema pač tisto, kar mu starejši rečejo, kar mu rečejo učitelji v šolah, kar sprejme preko medijev in to sprejema tako, kot da je vse dobro, ker je on dober po duši, ker otroci niso pokvarjeni in sploh ne razumejo, kako subtilno se v resnici uničuje temeljne vrednote civilizacije z metodo, ki se ji reče kulturni marksizem. Zakaj v resnici gre? Gramsci je pred kakšnim skoraj že stoletjem, zdaj le mečkan manj, 90 let, razvil metodo uničevanja civilizacije. Kajti morate vedeti, da levičarjem gre vedno za uničevanje civilizacije. In kako jo uničati brez revolucije? Ker je on prvi pogruntal, da s temi krvavimi revolucijami, čeprav so se tudi za njim še dogajale, tudi na slovenskih tleh žal, ne bodo prišli nikamor. On je ugotovil, da bo najbolj perfidna metoda. Metoda drobnih korakov, neskončno majhnih korakov, infinitezimalnih se temu reče v znanosti, s katerimi se pomika kulturo nekega naroda, zavedanje preko mnenjskih voditeljev, preko medijev, preko šolstva, v smer, ki si jo oni želijo, v smer socializma. In zaradi majhnosti teh korakov se jih ljudje ne zavedajo. Ampak kaj to v praksi pomeni? To je lepo povedala tako imenovana frankfurtska šola. To je namreč šola socialistov, ki jo je oblikoval in z začetku iniciral in delno tudi sofinanciral ruski komunizem. Osebno Lenin je stal za frankfurtsko šolo. Tam je kup imen znanih, jih ne bom našteval, ki so razvila nekaj metod uničevanja zahodne civilizacije. Ena od njih je metoda tako imenovane kritične teorije, po kateri je beli človek, predvsem beli moški, kriv za vse. Kriv je za vse zlo tega sveta in iz tega so oni lepo razvili to metodo, ki jo danes levičarji uporabljate in jo boste vsi takoj prepoznali, da so same neke žrtve. Vsi so nekaj deprivilegirani, v resnici pa privilegirani do nezavest. In na tej osnovi zahtevajo še dodatne privilegije in še dodatne privilegije in še dodatne privilegije. In ko se je to začelo,
je bilo drugače. Zdaj pa zakaj? Tukaj, gledajte, veliko tega, o čemer govorim, je v tej knjigi, to je Sao Paulo in kulturna vojna, ne? Ampak nekatere stvari moram pa poudariti, niso v tej knjigi, bojo pa v knjigi, ki jo bom napisal in bo predvidoma letošnjo jesen med vami. Jo pišem že zelo dolgo, moram priznati samo kritično, ampak pišem počasno. Glejte, nobena od teh stvari ne bi pripeljala tako daleč, če ne bi bilo levičarstvo, moderno levičarstvo, nekaj drugega, kot si ljudje predstavljajo, ne? Oni govorijo, da zastopajo malega človeka. V resnici mora biti izhodišče. Najbolj genialna beseda, ki sem jo kjerkoli doslej srečal, ko gre za definicijo teh pojmov. Razvil jo je Solženicin. Aleksandr Solženicin je bil Nobelov nagrajenec za književnost. Pobegnil je pred socializmom in je potem deloval na Zahodu, ker je socializem sam preizkusil na lastni koži, doživel, ker je pač se ukvarjal z razmišljanjem, filozofijo, zaradi tega je prišel do nekaterih zaključkov. In verjemite, v vsem mojem življenju nisem srečal bolj genialne misli, ki se dotika socializma od te, ki jo je izrekel Aleksandr Solženicin. Pa je skoraj nihče ne pozna. Najhujša laž v zgodovini človeštva je laž, da je socializem orožje revnih delavskih množic za obvladovanje finančnih velešpekulantov in bankirjev. V resnici pa je socializem orožje finančnih velešpekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih, obubožanih, nevednih množic. To je v resnici socializem. In zdaj, kaj je bistvo te zgodbe? Se poznate vsi pravljice, kako so se ljudje uprli tam v Rusiji in naredili revolucijo. In veste, kaj je bilo v resnici? Poslali so bankirji gospoda Lenina zapečatenem vagonu čez Nemčijo, pa en kup denarja, pa je tudi zlata zraven za to, da je kupil tisto revolucijo. Ne? Tako se je v resnici te stvari začelo. In od takrat seveda je treba vedeti, kaj socializem je. Socializem je v resnici lažna religija, nič drugega, ne? In levičarstvo kot celota, govorimo o modernem levičarstvu, ker včasih se je pod tem pojmom skrivalo tudi kaj drugega. Ampak danes moderno levičarstvo ni nič drugega kot lažna religija. In oprostite, bom direkten, religija laži in religija sovraštva. To je v resnici moderno levičarstvo. Ne? Zdaj, ne bi nikoli prišlo do te točke, bilo tako uspešno, kot je, če ne bi temeljilo na denarju. Ravno nasprotno od tistega, kot se oni prikazujejo. Namreč, danes, pogledajte, podjetništvo je nekaj najbolj pozitivnega, je vrednota, ki poganja pač in predstavlja temelj blaginje vsake družbe v modernem svetu. Vendar govorimo o malem, srednjem podjetništvu, tudi o velikem, v tistem delu, ko gre za tekmovanje za normalno tržno dejavnost. Obstaja pa določen velekapital, tako imenovani špekulativni velekapital, nekateri bi temu rekli bankirji, ne? Ta pojem je nekoliko zgrešen. In ta kapital ima pa popolnoma nasproten cilj od podjetništva. Podjetništvu mora biti cilj svoboden trg. Znotraj tega se maksimalno lahko razvija se ekonomija. Špekulativnemu velekapitalu je interes popoln monopol, obvladovanje celotne družbe. In tukaj prideta s socializmom skupaj. Ne? Tukaj recimo tudi ta knjiga Sao Paulo ostane na pol poti, ko noter napiše, da so nekateri krogi, ki jim to paše. To so špekulativni velekapital. To ni nobena teorija zarote ali pa kaj, kot se običajno pol poskuša to prikriti in minimizirati. To je preprosto dejstvo, ker je to v njihovem poslovnem interesu. Špekulativni velekapital, kaj v resnici dela že 100 let, ne? Da sam pomaga ali pa celo inicira, ustvarja pač nekje na svetu ekstremne razmere. In ker jih vnaprej predvidi, ker jih v resnici sam ustvarja ali soustvarja,
Ali izkoristi neko priložnost, ki se ponuja, s tem, da plasira orjaške vsote denarja, prav zato, ker ve, kaj se bo tam zgodilo, s pravočasnim plasiranjem velikih količin denarja ustvarja ekstra profit, ki ga v normalnih razmerah ne bi mogel. In zaradi tega je danes, ko govorimo o kulturnem marksizmu, se tako težko postaviti proti njemu. In zato se takoj tisti hip, ko recimo danes sem vesel, ko veliko ljudi govori o kulturnem marksizmu, ampak v minulih letih sem bil jaz praktično edini v parlamentu, ki je o tem govoril. In takrat so se praviloma vsi z nasprotne strani delali norca na 3 šihte, kot se temu reče po gorensko. Zaradi tega, ker jih je bilo strah in nekateri tudi iz nevednosti. Zdaj, kako v resnici deluje moderno levičarstvo. Treba je vedeti, da celo stvar na vrhu s 1000 milijardami evrov poganja in vodi en ozek sloj ljudi, ki ga recimo tukaj vidimo kot Forum Sao Paulo, druge bomo rekli NEF, spet tretji bi rekli nekaj drugega. V resnici gre za veliko združbo, ki ima enake interese. To ne gre za to, da bi bili vnaprej povezani in ne vem kako zorganiziran, vendar jih družijo skupni interesi. In zaradi tega, ker imajo pač to moč, to finančno moč, oni lahko kupijo gore ljudi, lahko kupijo politike, pa verjemite, teh še najmanj kupijo. Kupujejo znanstvenike danes. Danes kupujejo pač ljudi, ki delajo v medijih, v kulturi. Medije celoti imajo praktično pokupljene s strani nekaj najožjih firm, tiste globalne medije, ki prvi vodijo. Njim sledijo potem na nižjih nivojih še vsi ostali. Zaradi tega se je proti temu tako težko boriti. Ko se boriš proti kulturnemu marksizmu, se ne boriš proti nevednosti ali pa proti lenobi ali pa proti izpačenosti, kot si nekateri predstavljajo. Se tudi proti vsemu temu, ampak predvsem se boriš proti orjaškim količinam denarja, špekulativnega velekapitala, ki bo seveda storil vse, da te uniči, da te diskreditira, da te prikaže v najbolj negativni luči. Vse to pa so metode kulturnega marksizma. In zdaj pa imamo po vrsti, kako ta v praksi deluje. Kulturen marksizem ima 3 temeljne vzvode, ki jih pač poznamo in doživljamo pravzaprav vsak dan na lastni koži. Prvi je žal šolski sistem. Zaradi na tej Gramscijevem izročilu, da je potrebno obvladovati šolstvo in kulturo, so se zažrli sistematično levičarji v šolski sistem in v kulturo. Preko tega širijo te svoje ideje v temelju. Ampak danes so še pomembnejši mediji in to je drugi vzvod, ki ga imajo. Z mediji, ki obvladujejo praktično karkoli in ki jim je podrejeno danes skoraj vse, v veliki meri, tudi politika. Prej sem rekel, da je žal problem, da se marsikdo tudi na desni temu podreja in iznenada zagovarja kulturni marksizem, LGTB ali pa ekofašizem, do tega še pridemo in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker je v interesu po eni strani denar, po drugi strani pa, pogledajte, vsak v politiki je rad všečen. Zelo redki, to smo tisti, zadnji dinozavri, smo taki, ki povemo stvari take, kot so, brez olepšav. Ne zato, da bi komurkoli hotel ugajati, ampak zato, ker bi želel ljudem odpreti oči, dokler je še čas. Ampak taki smo zelo redki. Večina pa to malo, dajmo izbirati besede, ampak veste, tisti hip, ko se začne izbirati besede, se stvari več ne imenuje s pravim imenom. In potem se norosti ne reče norost, ampak se reče nekaj drugega in potem svi že nekje na stranski poti. No in tretji vzvod, ki ste si ga lahko ravno na tem ogledali v pač zadnjih 48 urah, je pa zabavna industrija. Ta je morda celo najbolj nevarna od vseh 3 v modernem svetu. Zakaj? Zaradi tega, ker otrok, ko se zabava, se odpre. To on sprejema kot zabavo, nekaj nedolžnega in se niti ne zaveda, kako se vanj plasira ideologijo pač kulturnega marksizma. Ravno, ko ste gledali Eurovizijo, domnevam, da marsikdo jo je, to je danes največji festival propagande kulturnega marksizma na svetu, vsaj tistega LGTB.
To je nekaj, kar po mojem mnenju sploh ne bi smeli več niti prenašati, niti po mojem mnenju v take obliki, kot je pri tem sodelovati. Vendar to gledajo milijarde ljudi in to vpliva, verjemite, da vpliva. To je ravno tisto, kar je hotel doseči Gramsci, da zajame voditelje, da zajame kulturo, kot jo je imel on takrat, danes je to v veliki meri mediji, in potem preko tega plasira pač te uničujoče ideje. In danes se soočamo z vojno v Ukrajini. Verjemite mi nekaj, lahko greste pogledati, na Facebook strani to objavljeno. Prvi dan vojne v Ukrajini sem napisal, da je to vojna zaradi šibkosti Evrope in ZDA. Nikoli je ne bi bilo, če ne bi bilo kulturnega marksizma, ki se je zažrl v institucije Evropske unije, ki je naredil Evropo šibko, jo porinil v roke Rusiji in zaradi tega si pač dovolili, kar so si dovolili. Zaradi tega se danes soočamo s tem problemom. Če bi imeli pač na vodilnih mestih sposobne voditelje, take kot je bil nekoč Ronald Reagan, recimo v ZDA, ali pa vsaj Trump, potem sem prepričan, da te vojne nikoli ne bi bilo. Če pa imaš recimo v sedanji ameriški administraciji osebo, ki se je slikala v zelenem plisiranem krilcu, našminkana, pa gola do pasu in ta upravlja z jedrsko energijo in jedrsko varnostjo, potem mi lahko verjamete, da ne v Rusiji, ne na Kitajskem nihče tega resno ne jemlje. Evropa pa sploh ne. Evropa pa se je navadila, da se zabava in če je kdorkoli Evropo grdo pogledal, je rekla stric Sam, glej, ta me pa grdo gleda. In je stric Sam prišel, pa je red naredil. Ampak dokler je bil stric Sam močan. Zdaj je pa Evropa v veliki meri prepuščena sama sebi. In zaradi napak, na katere pa je bila opozorjena, je tako ranljiva. Kateri so te tri metode, ki jih preko vzvodov, o katerih sem govoril, 3 vzvodi so in 3 metode, v praksi uporablja. Prva, ki jo vsi dobro poznate in je v tem trenutku v Sloveniji najbolj aktualna, je kulturni marksizem propagandistov LGTB+. Kaj je v praksi ta zadeva? Poglejte, eno je homoseksualna usmerjenost ljudi, s čimer najbrž nihče od nas nima najmanjšega problema. Če so pač taki ljudje, ni nobenega problema, tudi marsikdo na desni je tak, recimo en zelo znan novinar, Vinko mu je ime, ga verjetno vsi radi berete, pa s tem ni bilo nikoli nobenih težav. Se pravi, gre za nekaj drugega, ne gre za spolno usmeritev. Tukaj gre za posiljevanje otrok in celotne družbe, vseh nas, s nekim prepričanjem za to, da bi se doseglo določene cilje. Ti cilji so seveda predvsem denar, tako imenovana pozitivna diskriminacija in to s tistim, čemur se je včasih reklo, da ne želijo nič drugega kot pač toleranco, razumevanje, to sploh nima več ničesar več skupnega. Tukaj je zdaj ravno nasprotno. In to je tisto, kar je treba jasno povedati. To je vsiljevanje in posiljevanje norosti. A veste, zdaj je danes v tej družbi smo tako daleč, da se norosti ne sme več reči norost. In da je to nezaželeno in pa te vsi grdo gledajo, če to tako rečeš. Ampak kaj je v praksi to, da poskušajo recimo v ženske napravljeni desci iti v šole in potem tam kazati otrokom, kako se 2 fantka nekaj prijemata tam spodaj in punčke ližejo. To namreč so doživeli moji otroci, toliko da bo jasno, sem pa zato dal kazensko ovadbo v slovenskih šolah in to še pred nastopom Golobove vlade. To, oprostite, je kaznivo dejanje. Po zakonu je izpostavljanje pač otrok pornografiji kaznivo dejanje. In če ti otrokom kažeš nekaj, kar z naravo nima nobene zveze, neko spolno prakso, ki ni naravna, potem, oprostite, je to pornografija. In je to kaznivo dejanje. In če karkoli takega zveste, moj nasvet, dajejte kazenske ovadbe. No, zdaj je že vse prepojeno s tem, Danes se pošiljajo s strani tako imenovanega varuha enakosti, kar gradiva s tovrstno propagando po šolah
problem, ki ga imamo z nastopom Golobove vlade, je, da smo zdrsnili dejansko v socializem. Ne. Veste, kaj je bistvo socializma? Da ni ravnovesij vej oblasti. To se pravi, od ameriške ustave, ki mimogrede utemeljena na karantanskem izročilu, tako da tukaj smo Slovenci lahko upravičeno ponosni, da smo postavili pred tisočletjem že temelj demokracije in na tem je utemeljena v resnici ameriška ustava v izročilu. No, ampak ameriška ustava je do potankosti dodelala načelo ravnovesij in pa medsebojnega nadzora posameznih vej oblasti. Temu se reče checks and balances v angleščini. In kaj to v praksi pomeni? Da eno vejo oblasti omejuje in kontrolira druga veja oblasti. V socializmu pa je drugače. V socializmu se temu reče enovita oblast. Po domače rečeno, vsi vlečejo v isto smer, ne? In pokrijejo tudi morebitne napake eden drugega. Ne? In to je v resnici točka, na kateri smo danes v Sloveniji. Ne? Zato se dogajajo taki ekscesi, kot se v resnici dogajajo. Poglejte, kaj si je privoščilo slovensko ustavno sodišče. Oni so presodili, ne glede na to, da imamo 63. člen ustave, mislim, da je 63 ali 53, in me zdaj za jezik vleče, ki govori o tem, da je zaščiteno očetovstvo, materinstvo, otroštvo, družina. To se pravi, to so vrednote, ki so posebej zaščitene s slovensko ustavo. Ampak ne glede na ta člen, so oni presodili, da očeta in matere v tem smislu sploh ni več. Zdaj sta dve osebi. Čakajte, kaj pa slovenska ustava zavezuje vse, tudi in predvsem ustavno sodišče. Pa ne samo to, obstajajo tudi mednarodni akti. To, kar vam govorim zdajle tukaj, sem govoril tudi v Evropskem parlamentu, ko sem vodil slovensko delegacijo na konferenci za prihodnost Evrope. No, in tudi tam ni nihče upal ugovarjati temu, to je zanimivo. Vsi drugi so imeli, temu pa nihče ni upal ugovarjati. Kajti spomnil sem jih, da obstajajo splošna deklaracija človekovih pravic OZN, ki je temelj za demokratične rešitve, na katerega se sklicujejo vsi, se pravi referenca, in potem sta še dva akta, ki jih morda manj poznajo, pa sta izjemno pomembna za temo, o kateri govorimo. To pa so deklaracija o pravicah otroka in pa konvencija o otrokovih pravicah. In konvencija je posebej pomembna zato, ker zavezuje. To ni nek akt, ki bi napotoval na neko ravnanje, ampak zavezujoč akt. Prav zato je bil sprejet. In ratificirale so ga vse evropske države. Veste, kaj to pomeni? Da je sestavni del našega prava in nas zavezuje. Tudi Slovenija ga seveda ratificirala in nas zavezuje. In kaj tam noter piše? Med ostalim, da ima otrok pravico do normalne vzgoje, da mora biti odločitev katerega koli telesa ali institucije države vedno pogojena s koristjo otroka. Da je to najvišja korist, najvišja vrednota, ki jo mora ščititi. In da nobena druga vrednota ne more biti nad to vrednoto. In zdaj si predstavljate, kaj je naredilo ustavno sodišče. Presodilo je, da je nekak, to si je kar izmisleno, ker taka pravica ne obstaja. Ne. Pravica do posvojitve za homoseksualce, da je to neka pravica, ki je mimogrede ne pozna nobeno mednarodno pravo, ne. To je čista izmišljotina, to je konstrukt in je očitno protiustaven, ne. In da je ta pravica nad pravico otroka, ki je zavezana, ki je v konvenciji in ki nas zavezuje. To je naredilo slovensko ustavo. Tako ustavno sodišče, oprostite, je nič vredno. To sem zelo mil izraz uporabil. To je bila zavestna kršitev in to seveda, da so bili dogovorjeni, ne govorim o instituciji kot celoti, kajti veste, da sta dva tukaj, to se pravi gospod Setlič in pa gospod dr. Jakič, sta še kako ohranila pač tisto strokovnost in sta dala popolnoma nasprotni ločeni mnenji. Žal, velika večina je odločila drugače in o teh govorim jasno. Nauk za ljudi, nikoli več ne volite levo. Ker zakaj je tako ustavno sodišče? Zaradi tega, ker se je toliko mandatov zapored večinsko volilo levo.
In zaradi tega se potem v parlamentu oblikuje taka večina, taka imenuje take ustavne sodnike in potem imaš tako ustavno sodišče, kot je zdaj. Temu se reče postopno. Ampak, ko prideš enkrat do te točke, je z demokracijo konec. Kajti potem se zgodi naslednje. Na to zagrabi vlada, vlada takoj pripravi zakon in ene stvari čakajo pol leta, pa jih ne, ampak v tem primeru je bil pa takoj zakon v parlamentu in seveda vladajoča večina ta zakon kljub našim utemeljenim, še kako pravno podprtim trditvam tisto sprejme. In zahtevamo referendum. Referendum je ustavna pravica. Ustava je tukaj kristalno jasna. Slovenija ima oblast ljudstvo, uresničujejo neposredno in posredno po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno, sodno. In zdaj se pravi, neposredno daje na prvo mesto. Ampak potem spet stopi tukaj Državni zbor in prepove referendum. In ustavno sodišče mu da prav. Zadnja kljukica, krog je zaprt, temu se reče enovita oblast. Vse se zmenja vnaprej, vsak svoje naredi in pripeljejo Slovenijo nekam, kamor po ustavi nikoli ne bi smela priti. To je tisto realno stanje, ko enkrat kulturni marksizem nažre, se zažre kot rak, ker kulturni marksizem je rak v bistvu, v posamezne pore družbe in potem družba začne sprejemati popolnoma bolne odločitve, kot je bila ta v tem primeru. To, kar se dogaja, je zdaj institucionalizirano tisto, kar je bilo že prej prisotno. Sem povedal, da so moji otroci nekaj takega že pred leti doživeli. Ampak to je bilo takrat odvisno od posameznih šol, od ravnateljev, od staršev. Zdaj je to drugače, zdaj je to zahtevano. In ker je še huje, z zakonodajo se je posililo kar vse. Jaz sem sicer povedal in vam tudi predlagam, da enako ravnate. Meni samo nekdo prinese formular, v katerem bo pisalo, a sem starš ena ali starš dve, ga bo dobil nekam. To pač se ne dela. Jaz sem oče mojim otrokom in to bom vedno ostal. In moja žena bo mama mojim otrokom in pika. In tukaj bi enostavno morali vsi enako ravnati. Zdaj, s čim se tukaj potem soočimo? Zdaj pa pridemo na te spet nazaj na metode, ki jih oni uporabljajo. Da se uporablja tako imenovano politično korektnost. Ja, pa ne smemo biti preostri. Ne, oprostite, treba je do konca ostro povedati. To, kar se pri nas zdajle vsiljuje, je norost. Je za otroke škodljiva norost, s katero se načrtno hoče uničiti našo mladino. In tukaj zelo direktno povedano, veste, kaj to v praksi je? To, če na kmetiji bi temu približno takole rekli, ker kmečki del je tisti, ki je ohranil zdrav razum skozi vso zgodovino. Da norci, ki vedo, da so norci, med otroki novačijo nove norce, zato da bi oni malo manj nori izgledali. Tako približen je pa to v resnici. In zdaj, to je šele prvi del kulturnega marksizma. Kajti to sem povedal, je kulturni marksizem LGTB+, ki je v tem trenutku najbolj izpostavljen, prideta pa še dva. Drugi je multikulti. Ta je tisti, ki nas uničuje do konca. Ta je zdaj tisti, ki sem se z njim ukvarjal vsa leta, veste, na to opozarjal, ampak nikoli ni bil toliko aktualen, kot je zdaj. Pa ko opozarjam na te stvari vsak dan, vsak teden, komaj še kdo kaj retvita, komaj kdo še o tem govori. Situacija je pa katastrofalna pod Golobovo vlado. Morate vedeti, da v prejšnjih 30 letih je bilo v Sloveniji vloženo dejansko, ne vem točne številke ta trenutek, ampak nekaj 10 tisoč, verjetno okoli 30 tisoč vlog za azil, vsega skupaj. Največ jih je bilo v predpreteklem letu, jih je bilo okoli 4600, predtem jih je bilo pa mnogo manj. Praviloma jih je bilo tam 1500 ali pa 1000 ali pa tudi pod 1000 kakšno leto skozi 30 let, to pomnožite, pa boste dobili približno tako številko. Ne boste verjeli, kaj se dogaja zdaj. 1.
junija bo Golobova vlada dopolnila točno leto dni, ker je nastopila dejansko svoje delo. In 1. junija, ko bodo objavljeni rezultati za nazaj, za celotno leto, to leto Golobove vlade, bo verjetno rezultat, da bo v enem letu Golobove vlade približno toliko napovedi azila v Sloveniji, kot jih je bilo prej v 3 desetletjih skupaj, od samostojne Slovenije do nastopa Golobove vlade. Pa si potem predstavljate, kakšna katastrofa je to. Številke so tudi glede samih vdorov migrantov srhljive. V letošnjem letu, se pravi v začetku leta, v primerjavi z lanskim letom, ko je bila še ta čas druga vlada, se pravi vlada Janeza Janše, je 4-krat približno več ilegalnih migrantov. V preteklem letu v celoti, kajti za to pa je uraden podatek, pa jih je bilo 30.042, vsega skupaj v letu dni. Do zdaj jih je bilo v tem letu nekje približno 9.000, točne številke za minuli mesec do tega trenutka še nisem videl, ampak tam približno se bo to gibalo. Se pravi, 4-krat več kot v minulem letu, ampak to ni najhujš. Najhujš je, da zdaj praktično vsi dajejo vlogo za azil. Veste, kaj to v praksi pomeni? Prvič, da predstavljajo stroške pri nas in drugič, da tudi če grejo naprej, ker so tukaj unešeni v sistem, jih bomo tako ali drugače prej ali slej mi kasirali nazaj, vse po vrsti. In seveda, Golobova vlada se tega veseli. Ko sem govoril, skozi leta in leta sem opozarjal, kaj se v resnici dogaja. To je tisto, kar levičarji v resnici želijo. Oni niso naivni, to ves čas opozarjam. Tukaj ne gre za neumnosti, kot marsikdo, tudi kakšen naš dobronamerno trdi. Oni to načrtno delajo, to je naklepno uničevanje slovenskega naroda in Slovenije. To je naklepno, gospe in gospodje. Oni kaj delajo? Nabijajo davke, s čimer usmerijo podjetnike, mlade slovenske družine, da gredo v tujino, da iščejo boljšo prihodnost drugje. In hkrati odprejo meje in vabijo vse živo in plačujejo nevladnike, da hodijo dol v razne njihove centre, to že tam jih poučevati, kako naj pridejo v Slovenijo, kako naj dajo vlogo za azil in tako naprej, zato da jih bo čim več v Sloveniji dalo to vlogo. In uspešni so, to je treba reči. Kot sem rekel, v minulih letih je bilo tega zelo malo, recimo v tistem velikem toku, ki je šel čez Slovenijo. To je bilo, čez Slovenijo je šlo 250 000 ljudi v določenem obdobju, vlogo za azil je dalo pa okoli 1000 ljudi vsega skupaj. To se pravi, je bil zelo majhen odstotek. Danes je tega ogromno, ker seveda pa vse druge države so spoznale, kam to vodi. Celo Švedska, ki je bila pojem azilantstva, je izvolila prvo desno vlado po ne vem koliko desetletjih in začela zapirati svoje meje. Oni imajo celo danes uradno kampanjo, s katero opozarjajo vse morebitne azilante, ilegalne migrante, da so nezaželjeni in da se bo z njimi postopalo direktno po zakonu. V Sloveniji zaradi vlade, kakršno imamo, je ravno obratno. In kaj se s tem dogaja? Dogaja se tisto, čemur se je včasih reklo preprosto velika zamenjava. Potem smo poslušali od levičarjev, da je to teorija, da oni niti slučajno ne gradijo na tem, da bi bili to njihovi bodoči podporniki in volivci, ampak da to oni samo humanistično rešujejo življenjsko stisko nekih ubogih beguncev, ki jih preganjajo. Kako je s tem v praksi? Prvič, ti ubogi begunci, ne samo iz Slovenije, ampak iz cele Evrope, v velikem številu dokazljivo in preverljivo hodijo na počitnice nazaj v države, kjer ne bi bilo tako strašno ogroženo njihovo življenje, glede na flance, ki jih poslušamo s strani levičarjev. Se pravi, itak, če bi pogledali, kako je bil sistem azila uveden, tudi preko Organizacije združenih narodov. To je bilo seveda neposredno po drugi svetovni vojni, pod vtisom druge svetovne vojne. Takrat je bilo seveda mišljeno tako, da ti za azil zaprosiš ali v istem delu države, celo svoje lastne, ki ni napadena ali izpostavljena
neki državi, kjer bi bilo ogroženo tvoje zdrave, življenje, osebna integriteta, ali pa v prvi sosednji državi. Če greš pa naprej, se je pa temu reklo azilni šoping, po domače rečeno, prvi izraz je bil za to azilni šoping in to se je preganjalo, to je bilo kaznivo dejanje. Ne boste verjeli, da še mislim, da leta 2014 je bila zadnja prav okrogla miza na evropski ravni, kjer so se pogovarjali o preganjanju in kaznovanju azilnega šopinga. Potem pa je prišlo tisto od Angele Merkel, wir schaffen das, eine liebe Angela, wir schaffen das nicht. Danes se sicer ve, da je to, kar se je naredilo, katastrofa, in to ni edina katastrofa, ki je povzročila Angela Merkel, ampak dejstvo je, da je tukaj ogromen priliv in to ljudi, ki so iz popolnoma drugačnega okolja. Če bi Evropa hotela sama sebe vzdrževati, bi iskala iz podobnega okolja, če že želi sprejemati ljudi. To ima recimo prednost Združene države Amerike. Tam velika večina prihaja iz Južne Amerike, ki je krščanska. In zaradi tega ima Amerika perspektivo. Evropa pa, ki masovno sprejema ljudi z področja radikalnega islama, pa če ne bo drastično spremenila teh svojih politik, nima perspektive. In če hočete videti, kam to vodi, si poglejte recimo Francijo, pa še nekatere druge države, kjer imaš že območja, ki se jim reče no-go cone, kamor niti vojska ne upa, pazite, brez tankov, kamor policija sploh ne hodi več, kjer ni nobenih institucij države, kjer ni nobene zaščite, kjer imaš državo v državi, ker tisti, ki prihajajo, se tam sami getoizirajo. To ni zato, ker jih država ne bi hotela integrirati, o čemer se, ampak zaradi tega, ker je to ideologiji tega, o čemer govorimo. No, še nekaj moram povedati v tem primeru. Poglejte, še ena stvar je, ki se v Evropi veliko premalo zavedamo. In dajte, prosim, si to zapomniti. Vsaka civilizacija ima kot temelj religijo. Religijo, ki skozi tisočletja oblikuje njen vrednostni sistem in predstavlja temelj civilizacije. Zaradi tega v Evropi velja, da če Evropi odrežemo krščanske korenine, to ne bo več Evropa. In dostikrat v Evropi ljudje naivno, tudi pri nas, nekateri pa vedo, koliko je ura, pa iz pokvarjenosti, ampak večina je tukaj naivnih, si predstavljajo, da vsi ljudje dojemamo stvari enako, da imamo enake vrednote na svetu. Pa temu ni tako. Ker pogledajte, recimo na Kitajskem, da vzamem primer Kitajske. Na Kitajskem je temelj civilizacije vzhodnaški, podobno kot je bil na Japonskem. Določeni deli teh religij imajo zelo podobna izhodišča. In tam je odnos do človeka drugačen. To, da je človek enkratno bitje, neponovljivo bitje, izjemno dragoceno bitje in da je zato sveto življenje, to je samo v krščanstvu. In lahko se nekdo razglasi za ateista, ampak če je odraščal na evropskih tleh, ima to kot vrednoto v sebi. Če je pa na Kitajskem, pa je to drugače. Tam individuum ne pomeni prav veliko. Ker oni tako verjamejo, so verjeli v reinkarnacijo in lahko, da je tudi tam bo vsak rekel, saj sem ateist, se to zame ne velja. Vendar si zrasel v drugačnem okolju, tvoj odnos do življenja je drugačen in tukaj seveda, ko to zmešaš, potem pride do konflikta, iz katerega je vprašanje, kdo bo zmagovalec. In jaz se bojim, da tukaj ima Evropa zelo velik problem. Kajti, poglejte, ko se je začela vojna v Ukrajini, sem objavil na internetu, da tukaj bo en sam zmagovalec in to bo Kitajska. In Kitajci s sabo najprej bodo pohrustali Ruse. Rusi se bodo nekega jutra zbudili kot lakaji Kitajcev. Kajti v temelju njihove civilizacije, kitajske civilizacije je, da drugi narodi lahko obstajajo samo kot njihovi hlapci, pomočniki, sužnji, kakorkoli že temu rečete. In oni to izvajajo, to je 5000-letna civilizacija. Mi si sploh ne predstavljam, jaz sem imel malo prilike se s tem srečati, kakšna civilizacija je to. In pri njih je edina vrednota delo, pri nas je vrednota užitkarstvo zdaj. Pri njih je pa edina vrednota delo. Ne obstajaš, če ne delaš, ne živiš, če ne delaš. To je njihova filozofija, ki velja za ateiste ali pa za verujoče. Ampak vsi imajo to kot vrednoto.
In predstavljate si, ko ti dve soočiš, kdo mislite, da bo zmagovalec? Ne? Tretja, ki drugače gleda, je pa mentaliteta in civilizacija radikalnega islama. Ne? Tam je pa vse čisto drugače. Ne? In tisti, ki danes, najbolj smešno je gledati, recimo tisti, ki stojita dva v mavrco napravljena, pa imata Queers for Islam. Ne? A veste, v radikalnem islamu taki letijo z 20-nadstropne stolpence in to na glavo na beton. Ne? Tako da to je precej neumno početje, ne? Naivno početje. In take stvari v mednarodnem prostoru nimajo kaj prostora. Poglejte, ne bi smeli imeti prostora, ne? Ker v mednarodnem, danes karkoli si mislimo o mednarodnem okolju, ampak v mednarodnem okolju ne sme biti prostora za naivnost, ampak mora biti trdno zagovarjanje svojih interesov in seveda uveljavljanje in ščitenje svoje varnosti, svoje ekonomije, spodbujanje svojega podjetništva. No, zdaj smo prišli do druge točke šele. Vprašanje ekofašizma. Poglejte, vsi poznate pojem brezoglične družbe. Ne? Danes ljudje že kar razmišljajo o tem. Ampak veste, ne tole vzeti narobe, ampak kaj pa, če vam povem, da je to vse čista bedarija. Ne? Jaz sem geolog po osnovni izobrazbi, jaz sem se učil neke stvari in lahko vam tudi pokažem v knjigi, ki bom to itak objavil tudi. Ne? Mi živimo v medledeni dobi, ne? Samo seveda časovne dimenzije, ko govorimo o zemlji, so drugačne, kot so časovne dimenzije za človeka. Za nas je 50 let, wow, ogromno, že eno leto je veliko. Ne? Za Zemeljco, ki je stara 4,5 milijarde let, je pa 100 milijonov let takole, to, ki je za nas eno leto ali pa še to ne. In če pogledate od časov novega zemeljskega veka, ne, to je takrat, ki je padel tisti Homer dol, pa je zbrisal dinozavre, ne, v tem času so bile celine približno na istih položajih, vse je bilo približno tako, kot je danes. Veste, kaj boste opazili? Da v tem času je bilo velikansko večino časa mnogo topleje na zemlji, kot je danes. Še več, obstaja tako imenovani eocenski maksimum, kot se temu reče v geologiji, ko je bila povprečna temperatura na zemlji več kot 10, celo do 12 stopinj višja, kot je danes temperatura povprečna na zemlji kot celoti. Pa je zato bilo konec življenja, a je zato kdo zgoril, a je bil to kriv človek. To je bistvo, ne? Ker se vpije, da je to človek zakrivil. Ne. Enostavno sonce je peč, tukaj lahko malo pogooglate, ne, da nam zdaj tega kazal, velikost recimo sonca je približno taka, kot bi celo tole plosko vzel, zemlja bi bila pa manjša, kot je moj prst, ne, tako približno je to sorazmerje, ne, da se razumemo. In enkrat ta orjaška peč kuri malo bolj, enkrat malo manj, ne, to so približno 11-letne periode. In zaradi tega prihaja do teh razlik. Pa še zemeljska os se majčkeno rotira, ne? In zaradi tega so koti, pod katerimi pada svetloba in se ohranja nekoliko drugačni. Vse to, ko se sešteje, pa še nekateri drugi naravni pojavi, potem povzroči, da občasno pride do velikih ohladitev. Ampak tega v preteklosti ni bilo veliko. To se je v zemeljskem novem veku pojavilo šele 2,5 milijona let nazaj. Par ledenih dob smo imeli. In mi zdaj v resnici živimo v medledeni dobi. In naš problem ni segrevanje zemlje, naš problem bo prej ali slej ohlajevanje. To ves čas svarim. Ne? Ampak temu se ljudje posmehujejo, ker ne vedo, o čem sploh govorijo. Kakšni družboslovci bodo eksplodirali, ne? Ker oni že vedo, koliko je ura. Ne? No, in kaj zdaj v resnici se je naredilo? Ta kulturni marksizem se je vsilil kot temelj prav v odločanje celotne Evropske unije in celotnega demokratičnega sveta. In se kar podpisuje. Zdaj se preganja ogljikov dioksid. CO2 je problem. A bejšte no. Kaj pa, če vam povem, da CO2 sploh ni toplogredni plin? In da je CO2 celo nujen za preživetje tegale rastlin, ki so temelj tudi nas, tudi našega preživetja, ne? In če bi samo malo znižal CO2, bi v resnici izumrle rastline in z njimi bi izumrli tudi mi. To je pa resnica o CO2-ju. Tukaj pa poslušamo
bom rajš tisti izraz, ker bi bil zelo grd, ker ga imam zdaj na jeziku zadržal zase, ampak neumnosti o brezoglični družbi. Kakšna brezoglična? Vi ste tisti oglik, ki se ga hoče znebiti, ne? To je v resnici to. In zaradi teh neumnosti se dogaja kaj, ne? V resnici vsa evropska politika na vrhu in zdaj žal tudi v Sloveniji, ker se po njej zgleduje, je bila pač zlobirana s strani določenih lobijev, predvsem električnega lobija, in se je zato vsiljevalo določene rešitve, ki so popolnoma nerealne, ne. Ljudje božji, če bi zdaj hoteli, tako kot je Evropska unija sprejela, do leta 2035 kar ukiniti avtomobile z notranjim izgorevanjem in to nadomestiti z električnimi avtomobili, mi verjemite, da je ni teorije na tem svetu, da bi bilo to možno. Razen, če se pri tem tako blazno podraži prevoz, da si velikanska večina avtomobilov sploh ne bo mogla privoščiti in gre v resnici za drsenje v totalitarizem, da se bo ljudem omejilo možnost svobode gibanja. In za to v resnici gre. Zdaj, kako je s avtomobili pa s elektriko, ne? Prvič, če bi zdaj vse zamenjali z električnimi, verjemite, vsa napeljava v Sloveniji dol pade, ne? Čisto po domače povedano, ker ne bi prenesla takih tokov, kot bi se pojavili. Drugič, take elektrike nimaš kje vzeti, ne? In tretjič, kako je v resnici z elektriko? Kdaj jo največ rabimo, ne? Največ jo rabimo po noč, pa v tmi, pa kje mraz, ne? Takrat je največ potrebujemo praviloma, ne? A takrat delajo sončne celice? Ne delajo. A turbine pri zelo nizkih temperaturah delajo? Jih moraš potem odlediti, pa še to je problem, se pravi, tudi na veter, ker pozabimo, ne? In kaj v resnici dela? Delujejo velike hidroelektrarne, jedrske centrale, pa termoelektrarne, ne? In zdaj brihtna Evropa pod vplivom tudi Angele Merkel, ki je po mojem mnenju spravila Evropo v odvisnost od pač Rusov in zaradi tega si vsi oni tudi dovolili, ker so si zdaj v Ukrajini, je šla tako daleč, da je ukinjala termocentrale in Nemci celo jedrske centrale, ne samo, da jih ukinejo, še rušijo jih za povrh vsega, ne. Veste, kakšna neumnost je to? Zdaj pa pogledajmo to z globalnega vidika, ne. Prvič, Kitajci so v istem obdobju, pa so podpisali iste pogodbe z nami, ne? Oni se samo smejejo, smislijo, če ste tok nori, kar podpisujte. In oni seveda tistih stvari, ki jim ne pašejo, ne izvajajo, ne? Oni so v tem času več novih termoelektrarn na najslabši premog odprli, kot jih je Evropa uspela zapreti, ne? Pa iste pogodbe smo podpisali, ne? In še več, oni v tem hipu gradijo bistveno več termoelektrarn spet na najslabši premog, kot je vseh ostalih skupaj. In še huje, Kitajska v tem trenutku sama proizvede toliko energije že iz termoelektrarn, da je pravzaprav to približno enako, če ni že celo večje od vsega preostalega zahodnega sveta skupaj. Predvsem pa bistveno bolj onesnažuje. Ampak pogledajte, ko gledate te proteste, ne, ki so seveda umetno in politično motivirani, tudi protesti otrok, ki potekajo pod vplivom medijev, pod vplivom šol, se pravi s iniciacijo kulturnega marksizma. A ste kdaj videli kakšen protest proti Kitajcem? Pa oni daleč največ onesnažijo na tem svetu. A ste kdaj videli, da bi bila ena same demonstracije proti Kitajski? Jaz jih nisem še nikoli nikjer videl. Zakaj? Ker Kitajci že imajo socializem, gospe in gospodje, in zato v resnici pri tej zadevi gre. Zdaj, zakaj se je izbralo CO2, ne? In to danes Evropa kar uveljavlja, ne? Tam sprejemajo oslarije take, da reč nam komentiral, ne? Kaj počnejo na evropskih institucijah. Zato, ker to fitno zaobdavčati, ne? Veste, to se da fino meriti, pa fino se da obdavčati. In kaj je v resnici učink tega? Je zato zemeljca kaj bolj zaščitena, naša ljuba zemlja z veliko začetnico? Ni. Zaradi tega, ker ti moraš elektriko še vedno proizvesti z metodami, ki sem jih opisal, tudi če bi šli v pokrivanje orjaških površin s fotocelicami, ker Bog ne daj, ne, je to vse prej kot ekološko, ne.
pa je tako neučinkovito, ker ne moreš narediti tako velike baterije, da bi, ne vem, za celo Evropo spravil energijo, pa bi jo pa po noč, preko dneva bi jo polno, preko noči bi jo pa prazno. To je larifari, tega ni. In ti moraš v sistem toliko energije dovesti, kot ga iz sistema počrpaš. To je temelj principa električne distribucije. In se pravi, prvi problem je proizvodna električne energije, drugo so izgube. Poglejte, da ti elektriko recimo proizvedeš nekje daleč, to ljudje ne vidijo, recimo v termocentralah tamle dol v Bosni ali pa nekje na vzhodu ali pa v jedrskih centralah ali pa v velikih hidroelektrarnah, da potem to distribuiraš. To seveda ima velike izgube. Vsi, ki se s elektriko ukvarjate, to dobro veste, koliko so velike te izgube. Ne? In potem še več, ko greš do avta, da ti to elektriko napolniš v akumulator, imaš spet izgube. In ko to prazniš, ko uporabljaš, imaš spet izgube. Ne? In na koncu je energetsko gledano uporaba električne energije bistveno slabša za zemljo, kot pa uporaba recimo enega takega dizla, kot ga tudi sam osebno vozim. Ne? Ker ima velikansko boljši izkoristek, neposreden, kot pa vse tisto z upoštevanjem vseh teh vmesnih stopenj. Že tako ima nižji izkoristek, recimo v termoelektrarni, pa so pa še vse te izgube in ko to skrb daste, je v resnici to slabše za zemljo, kot pa navadni motori z notranjim izgorevanjem. Še huje je, ne? Potem, kako je z uporabo tega. Veste, da to je treba priklopiti. Polnjenje ni v eni minuti, kot ti napolniš tank v eni minuti. Ne? Poleg tega so problem polnilnice, poleg tega je problem omrežje. Ne? In seveda je problem še nekje drugje. Tudi če bi vse to rešili, ne, je nemogoče narediti električne avtomobile v zadostni meri. Veste zakaj? Ker bi potrebovali določene kovine, surovine, ki jih v taki količini sploh ni na razpolago. In še huje, recimo izkopavanje tako imenovanih redkih zemelj, kot se recimo uporabljajo neodimi za močne magnete, ki so nujni za uporabo recimo električnih avtomobilih, ali pa kroma, kobalta, litija, vsega tega, kar pač potrebuješ za električne avte, če bi šli to izkopavati v taki količini, da bi res lahko zamenjali vse avtomobile, ne, prvič takih nekterih od teh surovin sploh ni niti znanih v taki količini, drugič pa je to ekološko svinjarija vseh svinjarij, ljudje božji. To govorite, recimo, litij ima ogromno Nemčija, pa ga ne dovoli izkopavati. Zakaj ne? Prvič, ker je to neskončno uničevanje okolja že samo po sebi. In drugič zato, ker je recimo litij, ko ga izkopljaš, se prečiščuje, ne, v določenih bazenih. Litij je v resnici živčen bojen strup. Ne. In ptič, ki prileti na tisto polje, mu ni rešitve, da eno minuto noter je, tudi če bo uspel odleteti, se bo zrušil. Litij ima še določene probleme, ne. Recimo, da je vnetljiv v taki obliki, kot se uporablja za baterije. In tisti, ki ste mogoče izobraženi za gasilce, veste, da tudi ne mogoče praktično gasiti, vsaj učinkovito. Poleg tega je izjemno nevarno za gasilce. In praviloma imajo gasilci kar navodilo, da če se električna zadeva vžge, sam bežte stran pa puste, da zgori in predvsem ne vdihavajte teh plinov. Zaradi tega, ker so ti plini delujejo kot živčen strup na vas, ne, in vas trajno poškodujejo. Tukaj ne gre za to, da je, ne vem, zadušljivo, pa kaj, ampak to pusti trajne posledice na človeku. Ne. In v resnici je to vse prej samo ne ekološko. Ne. To je v resnici v škodo zemlje. Ampak zakaj v resnici gre? Ne? Veste, obstaja nekaj aksiomov. Ne? V Murphyjevi zakoni veljajo tako univerzalni po svetu in obstajata dva Murphyjeva zakona o levičarjih. Prvi, karkoli vam levičarji govorijo, vedno vam govorijo o denarju. In drugič, za najbolj visoko donečimi besedami levičarjev se vedno skrivajo najbolj pritlehni ali osebni ali pa drugi oziroma politični interesi. Ne. V praksi, zakaj je sploh ta kolobocija s tem ekofašizmom potrebna? Ne. Ja, veste, kaj to v praksi pomeni? Lejte, zelo preprosto povedano. Ne. Če bi jaz zdajle kolegu segel, je rekel, jaz sem socialist in jaz hočem vaš denar, vaš denar, ne. Pa vam bom posegel v denarnico, pa vam začel denar ven vleč, boste verjetno mi kakšno prpelo, ne, ali pa vsaj odrino me boste, ne. Bi bilo res, a ne? No, vidite.
Ampak če vam pa rečem, glejte, rešujemo svet, svet bo zgorel, bomo naši otroci bodo, vsi bomo zgoreli v 20 letih, dajte prosim pomagati, ne, zato moramo, veste, te davke nabiti. Boste pa sam tošel ven, vzel pa te rekel, ma še denarnica vzemite, ne, sam rešimo naše otroke, ne. To je ta trik, ki se v resnici uporablja, ne. To je v resnici z visokimi donečimi besedami se samo skriva prelivanje denarja. Na osnovi zlobiranih ljudi, ki o tem odločajo, ali pa podkupljenih, kakor hočete, od enega k drugemu. Ne? In kdo ima na koncu profit? Spet Kitajci. Kajti morate vedeti, da z vsakim vsiljenim električnim avtom, z vsako elektrifikacijo, ki ni pogojena z drugimi, recimo poslovnimi interesi ali pa s čemerkoli, ker če bi bilo to prepuščeno trgu, ni problema. Problem je, ker se to vsiljuje. Ne? Kaj se v resnici dogaja? S tem porivamo Evropo in Slovenijo in vsakogar od nas v roke Kitajce. Kajti Kitajska, kdo si je zmislil te zgodbe z elektriko, pa vse to? Spet Angela Merkel in Nemci, ne? Ker so mislili, da bodo s tem naredili nov plus za njihovo avtomobilsko industrijo. To je v resnici, pustimo visoke besede, jaz sem po domače povem, koliko sem obljubil, da bom naredil. Ne? Ampak oni so se tukaj strašno ušteli. In to se lepo vidi na tem primeru. Pred 20-30 leti si bil v Ameriki frajer, če si imel BMW, Porsche, Audija, Mercedesa, še pesem je pela, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. Ne? Danes si pa frajer v Evropi, če imaš Teslo, ameriško Teslo. To so pa v resnici naredili s tem. Ne? Tehnologija, s katero so oni mislili, da razpolagajo, so jo drugi dodatno izboljšali in jo veselo tržijo. Ampak v resnici niso Američani tisti, ki to najbolj tržijo. Najbolj jo tržijo in največ tega proizvajajo Kitajci. Razlog za to je pa prav v surovinah, kajti nekatere od teh surovin, o katerih sem govoril, zlasti redke zemlje, imajo praktično v celoti v rokah Kitajci. Slučajno, ne, večina stvari je enakomerno razporejenih po zemeljski obli, te pa v veliki meri nahajališča dobimo ravno na Kitajskem, z izjemo nekaterih recimo v Afriki, kjer ne boste verjeli, so ravno Kitajci v minulih desetletjih pokupili dobesedno vso zemljo tam okoli in še daleč naokrog. Ne. To se pravi, je še nekaj drugih manjših nahajališč, ampak največji delež tega je na Kitajskem. In če se nekaj vsiljuje z zakonodajo, se v resnici dela Evropo šibko in se izporiva v roke Kitajcem. In tako z napačno energetsko politiko nas je Angela Merkel in s svojim vplivom preko evropskih institucij naredila odvisne od Rusov. Z elektrifikacijo in z vsemi temi neumnostmi, s ekofašizmom, se pa poriva Evropo v roke Kitajcem. To je v resnici. Ne? In v kakšni vlogi je danes Evropa? Evropa je v vlogi tistega, veste, obstaja in indijski rek, ki se mu reče, če se sloni ljubijo ali pa če se tepejo, zmeraj trava nasanka. Ne? In žal je Evropa samo še trava. Ravno zaradi tega, ker je prežeta s kulturnim marksizmom in zaradi tega je šibka. In zdaj, kaj je torej naš cilj in mora biti naš cilj? Prvi mora biti obramba naših otrok pred uničujočim kulturnim marksizmom LGTB+. Teorijo spola, vsega ostalega, češ da spol je fluiden, lahko si fantek, punčka, podobne neumnosti. To so čiste bedarije. Ne? To je, zelo lepo je to en ameriški filozof napisal, ko je rekel, če je nekdo, ki je polnoleten, pa je moški, pa si domišlja, da je ženska, potem ima duševno bolezen. Če pa je otrok pri 8 letih in si domišlja, da je fantek in si domišlja, da je ženska, potem imajo pa njegovi starši duševno bolezen. Ne. In žal ljudje, ne to podcenjevati, v Ameriki je to prišlo in Bog ne daj, da do tega pride pri nas, pa gremo zelo hitro pod Golobovo vlado v tej smeri, ne, da je to moda. In danes se s tragedijo otrok starši delajo v resnici kariere, recimo tudi v ameriškem Hollywoodu. Ne.
Tam je zdaj vsak teden boste brali za kakšno najbolj znano ameriško igralko ali igralca, tudi moji otroci so transgenderski in potem so si, tudi tvoji so, kdaj ga boste pa operirali, a ste mu že dali blokerje, blokerji pomenijo, da je potem trajno sterilen in podobno. In to se dogaja na dnevni ravni, to je moda in to je tudi zajeto v filmih. Tudi pogledajte Disney, pazite Disney, Walt Disney za otroke, ki je bil mimogrede, pravi Walt Disney, ta stari je bil zelo desen. To, ker danes oni proizvajajo, imate risanke, kjer so vsi homoseksualci, pa take neumnosti in to je namenjeno majhnim otrokom. Tako poteka ta indoktrinacija. Se pravi, prvo, ker mora biti naš cilj, je zaščita otrok. Drugo je zaščita naših meja. Nič ne pomaga, če vse drugo uredimo, pa nas preplavijo ljudje od drugot. Treba je vedeti, da Afrika je tako velika, da celo Ameriko, pa še celo Evropo lahko stlačite noter v Afriko, pa bo še nekaj prostora ostalo. Mislim, da še za Avstralijo ostane prostora. Tukaj ne moreš ti sprejeti tukaj. Jaz od prvega dne se spomnite, da ko so vsi govorili, kako so bogi begunci, jaz sem govoril, ni beguncev, samo migranti so, ilegalni migranti in treba je meje braniti. Pa takrat še nobeden ni do nas prišel. In to je edina logika, ki jo je treba imeti. Evropa mora začeti dosledno braniti svoje meje, če se ne brani zunanjih meja, moramo mi braniti svoje meje. Dosledno in za vsako ceno. Ker drugače Evrope ne bo več. Če Evropo enkrat odžagamo od krščanskih korenin, zato gorijo cerkve, zato se uvaža radikalni islam, potem to ne bo več Evropa. To ne bo več naša civilizacija, to se morate zavedati. In to je druga stvar, ki jo moramo zaradi naših otrok, ki jih moramo najprej obraniti, da to kot zapuščino predamo njim. Kajti naša naloga je, da ne da sami živimo čim bolj lahko, potem pa za nami potop. To je levičarska logika. Zato oni v resnici tako ravnajo, ker večina itak nima otrok. Če pa imajo otroke, jih pa uporabljajo za svoje kariere, tako kot sem opisal, so vsi iznenada transgenderski pa podobne bedarije. Za mene je sicer to mengelejevstvo, to zelo jasno povem. Tisti, ki otroke operira ali pa da jim daje sredstva, zaradi katerih so trajno sterilni, zato ker otrok v igri reče, jaz pa nisem fantek, sem pa punčka ali kaj podobnega, ljudje božji, taga človeka je bilo treba zapreti. To je mengelejevstvo, to je uničevanje pač otrok. No in potem je tretja stvar, ki jo potrebujemo v Evropi, sprostitev razvojnega potencijala. To se pravi, konc je treba v celoti narediti s tem ekofašizmom, pa se nehati zafrkavati, da je problem CO2 pa ne vem kaj. Mi moramo poskrbeti, da bomo čim bolj konkurenčni v svetovnem globalnem svetu. Kot Evropa, kot celota, tako kot je vedno bila, se je bila Evropa temelj civilizacije in Evropa je bila temelj svetovnega razvoja. Preden se je začela sama s takimi bedarijami ukvarjati. In je treba to sprostiti, to je treba v celoti. Vem, da je to težko in veste, kaj bo najhujš, ker ogromno ljudi je bilo pri tem zraven in so o tem soodločali. In zdaj bodo oni vse naredili, samo da se ne bo videlo, da so naredili neumnost. Ampak Evropa se bo mogla soočiti s tem, če hoče preživeti, da ohrani svoj razvojni potencial, zavedati se je treba, da podjetništvo je temelj blaginje in je temelj varnosti v modernem svetu. Zato je Evropa šibka. Če Evropa neha s takimi neumnostmi, s tem prelivanjem denarja v neke popolnoma neproduktivne ali pa celo kontraproduktivne stvari, potem za dobiček seveda enih in istih, potem ima Evropa izjemen razvojni potencial, Slovenija pa še toliko večjega. Se pravi, treba je sprostiti razvojni potencial. To so te tri temeljne naloge, ki so pred nami in prvo in osnovno je, da prepoznamo nevarnost, ki jo pomeni kulturni marksizem. In potem, ko enkrat to prepoznamo in se temu upremo, so te tri naloge. Zaščita naših otrok, zaščita naših meja in vzpostavitev varnosti in pa seveda vzpostavitev konkurenčnosti, vzpostavitev razvojne moči, sprostitev razvojnega potencijala, možne in dosegljive. In s tem tudi končam tale uvodni del. Če je kakršnokoli vprašanje, pa sem z veseljem na razpolago. In ne končam tako, kot jaz rad naredim. Bog živi našo domovino, Slovenijo.